V gospodarstvu podpiramo krčenje sredstev za javno porabo v Sloveniji. Zaradi zelo preprostega razloga. Zadnja leta smo se zadolževali zgolj za tekočo porabo, nič za razvoj in tudi zaradi tega, ker so globalne razmere zelo zapletene. Lahko pričakujemo precejšnje zmanjševanje povpraševanja na naših ključnih trgih in zaradi tega tudi manjši izvoz, kot smo ga imeli v preteklih letih. Vendar pa hkrati z zmanjševanjem javne porabe opozarjamo, da potrebujemo ukrepe in seveda tudi sredstva, s katerimi bomo pospešili gospodarski razvoj. Potrebujemo ukrepe, s katerimi bomo dali delo našemu gospodarstvu, s katerimi bomo motivirali gospodarstvenike, tako domače kot tuje, da pri nas ustvarjajo nova delovna mesta. Zato hkrati, ko podpiramo zmanjševanje sredstev za javno porabo, opozarjamo na nekaj nesprejemljivih praks za slovensko gospodarstvo. Na prvem mestu moramo omeniti, da v številnih javnih zavodih, direktoratih, vrtcih, šolah in tako naprej zahtevajo v zvezi z zmanjševanjem sredstev, ki jih dobivajo za svoje delovanje, od svojih partnerjev, se pravi od gospodarskih subjektov, da zmanjšajo svoje storitve in svojo ceno tudi za 15%. To bi torej pomenilo, da bi gospodarski subjekti morali zmanjšati število zaposlenih za 15%, kar je nesprejemljivo in tudi ni mogoče izvesti. Pričakujemo, da bo vlada sama pogledala, zakaj do tega prihaja in to tudi ustavila. Prišlo je do zastoja črpanja evropskih sredstev. Birokracija na teh področjih se ni zmanjšala, prav tako pa številne službe, ki skrbijo za to, v tem trenutku nimajo nekih mehanizmov, s katerim bi pospešili črpanje sredstev iz skladov Evropske unije. Skrbi nas, ker je pri zmanjševanju sredstev za javno porabo prišlo do najbolj drastičnega zmanjševanja sredstev za izobraževanje, za znanost in za povezovanje znanstveno-raziskovalnih projektov z gospodarstvom. Pričakujemo, da bo vlada spoznala, da gre tukaj za programe in ukrepe, s katerimi je moč oživiti gospodarsko rast, ustvariti nova delovna mesta in dvigniti konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Podpiramo združevanje številnih direktoratov in agencij, ki skrbijo za razvoj, za črpanje evropskih sredstev in tudi za promocijo slovenskega gospodarstva. Vendar pa pričakujemo tudi, da bo pri tem ohranjena učinkovitost njihovega delovanja in predvsem zmanjšanja birokratska usmerjenost in predvsem papirologija, s katero se ukvarjajo. In na koncu naj opozorimo, da je zmanjševanje sredstev za promocijo slovenskega gospodarstva, turizma, se pravi za internacionalizacijo, lahko zelo dvorezen meč, kajti Slovenija je v svetu še vedno premalo prepoznana, za internacionalizacijo, za pospeševanje izvoza namenjamo premalo sredstev in če bo prišlo do krčenja tega obsega in krčenja programov, potem lahko pričakujemo, da bo izvoz še toliko bolj na udaru. Slovensko gospodarstvo podpira krčenje javne porabe, vendar hkrati opozarja, da mora prihranek iti za hitrejši razvoj slovenskega gospodarstva.